Coolcast z Robijem Krancem danes, Robertom Krancem, kako Robert ali Robi, jaz zame svedo bolj Robi, uradno se misliš tako Robert Kranjec. Vsem je. Vsem je. Ja. Coolcast s Klemnom Bučanom. Kaj delaš zdaj? Ja, zdaj trenutno sem pri tebi, drugače pa pomagam reprezentanci, delam drese za njih, občasno grem na kakšna tekmovanja, treninge, pač tisto, kar se rab. V bistvu si šivilja zdaj. Tako. In delaš ti delaš drese, ti cel dres narediš, kako to izgleda? Ti prav narediš dres iz nule? Ja, v bistvu, mislim, če enkrat prvi, ki pride, ga je najprej treba poskenirati, premeriti, pa to spraviti na papir, da narediš kroj, iz kroja gre pa na material, pa zašijaš, pa je pa treba to ta kroj prilagoditi, ker sprve je malokrat, da se zadane res tako čist, kako mora biti. Se pravi, to je prav narejen posebej za vsakega tekmovalca, ti moraš vsakega posebej zmeriti in vsak mu posebej narediti dres. Ja, zaradi tega, ker so pač zdaj so taka pravila, da se vsakega posameznika lahko meri na vseh točkah telesa, plus tega, da je zdaj dodatno kakšen razkorak mora biti, koliko dolga roka je, ja. Se pravi, če kaj narobe, če je kdo diskvalificiran, stikerjo on, ki je preveč pojedel ali premalo, kako to poteka? Ja, to je v bistvu tako, vsakmu skakalcu se prilagaja kombinezon, zdaj načeloma vse člane se pač njih upošteva in zdaj, če imajo oni pač imeti željo večji kombinezon ali pa kjerkoli, kaj poseben ga pač to narediš in je pač odgovoren sam, če pride do diskvalifikacije. Aha, kaj pa mene vedno zanima, kaj to gledajo prepustnost kombinezona, je to velikost človeka, ali ti zbolj smuče, ne? Kaj se zdaj gleda, teža, višina, kaj tle pri kombinezonu, pa pri teh smučah, da je en diskvalificiran? Ja, v bistvu teža vpliva na velikost smuče, se pravi, zdaj, če je prelahek, so pa avtomatsko predolge smuče, so zaradi tega diskvalificiran. Kombinezon se pa največkrat na širini zelo poredko pa zaradi prepustnosti se naredi, ker pač material je le širok 1,90 m in v tovarni, tam kaj jaz prevzemam, to težko naredijo, da je točen na vseh točkah čez 1,90 m pa v dolžino 20 metrov, da je pač točen narejen 40, tako da sigurno se kaj najde, kakšna lukenca, ki je malo bolj zaprt. To je hudo, se pravi, če znaš to narediti, si razmišljal, da bi imel kakšno svojo blagovno znamko, se veš, Fashion, Ljubljana Fashion Week, Robi Kranjec, pa mogoče te kombinezone malo predelaš, veš, te onesie, sud, pa imaš tržna niša, veš. Ja, sam ne imam, misliš, da pa je bolj oblan s tem materialom okoli hodil. Ja, pa sem kakšnega drugega materiala naredil, veš, nekaj malo bolj lahkotnega, ker vem, da se prodajo, vedno mi Facebook vrže ven te scevga. Jaz sem imel tudi zaborda tega scevga, bilo ful dobro, ker neč sneg noter ne leti. Ja, to imaš prav. Ne vem, če bi se bolj oblan sprehajali ljudje v tem. Jaz mislim, da bi se kakšni. Ja. Ne, kakšni bi se. Da mi povej, ti si nehal skakati, koliko je zdaj že 4 leta? 4 leta. 4 leta, od tiste planice, ki si zadnji skočil, ampak drži se pa še vedno, mislim, športaš ful, ti si tako, v bistvu si tako kot Roglič, ti si šel iz skakanja v kolo samo na malo bolj na easy, pa malo starejši. Ja, v bistvu vse sem že prej kolesaril, ampak ne to, ker smo imeli pač prepoved. Rad sem bil na kolesu, ja, zdaj pa pač sem se usedel na kolo in v prostem času tako da ne obremenjujem seveda družine pa ne vem, karkoli pač drugih, sem na kolesu. Kakšne tekme greš tudi, vem, da greš to Franja in podobno, tako da... Ja, grem na ene 5 tekam na let, grem v bistvu pelace, se v bistvu so zelo navarne, ker prije do velikih pacov, velikat, že zdaj smo bili v Umagu, je prav pokal, ampak ja, mislim, grem zaradi družine in da se po tekmi podružaš in en kup zgodbice v tistih 3 urah, ki traja dirka. Vi se malo pogovarjate v bistvu. Ne, ja, po dirki. Aha, po dirki, sem mislil, tako me je zgonte 70 na uro po klancu dol, pa malo debata. Tam smo bolj tiho si. Dej mi povej, Robi, mogoče koga zanima, vseeno mladi se odločajo športna pot. Dej mi povej, kako si začel skakati, ne? Mogoče da greva na začetek tiste poti, kaj si bil star, 8-9 let takrat? Ja, glih, imaš prav, 8-9 let sem bil star. V bistvu, po mojem sem bolj zaradi Bineta Norčiča, ko on je skakal, poznal sem ga šole in je rekel, naj začnem skakati.
in sem naslednji dan prišel na trening. In v bistvu, bolj je bilo vse druženje, no, vse v bistvu ti, dokler ne spoznaš športa res profesionalno ali pa da se ti zavestno odločaš, je vse bolj igra, druženje, ker je pač prav. Gorenje Sava, skupaj sva trenirala tam, ne? To so Tako bili, je, so ti z mano skakali. Ja, koliko smo imeli, tam je bilo kar naporno, to so bili treningi 3-krat na teden, že takrat, takoj, ko si bil 8 let, 9 let star, so bili že kar treningi dosti, ni bilo zdaj tako, ko gledam, tam malo ga pelem na telovadbo enkrat na teden in to je to je bilo že... Po moje sva pa imela že kar 4-krat, 5-krat na koncu, ampak, a veš, prav, jaz tako zdaj razmišljam, ko gledam pač določene športe, če prehit začnejo pretiravati otroci s treningi, pa predolgimi, pa vsak dan, je pa 16 letih toliko uničen, pa nasičen, da pojte takrat, ko mogo ven udar, ti pa reče, jaz sem zaključil. Tako da je treba strpno z mladimi pa vedeti, koliko pa kaj dozirati. Ja, da ni prej, jaz sem recimo imel ta strah, jaz sem padel in 2-krat mal na glavo, pa pol, jaz sem koliko se 3 leta pa pol sem treniral, po moje tam nekje do 11 leta se mi zdi, in 3 leta pa pol sem bila skupna Gorenica, pa sem pa jaz rekel, ne, zdaj pa prepuščam slavo Robi v Kranjcu, ne moramo biti sami letalci v Kranju. Ja, se to imaš prav. Ti, tako kot si rekel, Bine Norčič je pa zdaj trener, on je kje zdaj, pri Norvežanih? Bine je pa zdaj, ja, pri Norvežanih v bistvu, on ima čez B ekipo, pa kakor en koordinator za Evropo pokriva. Mislim pač, da jih vod sistem. Bil je tudi pri Američanih, Turkih, tako da on je pa zdaj že kar dobrih 20 let se s tem ukvarja. Mislim, ja, dobro se je najdel v tem športu. No, Bine bi pa v srednji šoli potem, tako da se vse te poti nekako prepleta. Kaj sem hotel, to mislim, da nikoli v Sloveniji nismo zares razčistali. Vsem tak, ne, za poznavalce skokov, mogoče zgodovinski trenutek. Ne. Ti si bil ravno v tistem delu, si začel trenirati skoke, ko si spremenil slog in to je bilo res revolucionarno. Takrat za skoke je šlo iz navadnega, usporednega, klasičnega, je šlo na V-slog. In zdaj ne vem, če se spomniš na Gorenji Savi, kdo je prvi začel skakati na V. Pojma ne. Ne veš. Jaz sem po moje, ko smo mi začeli, da je že V bil, da so nas takoj začeli točiti. Da... A misliš? Ja, jaz ne vem, če sem sploh klasiko. Ja, ne, jaz vem, da sem, mogoče se sva isti letnik. 81. Ja, 81. Po moje sem jaz kasneje začel kati. Ja, mislim, da si ti mečken kasneje začel. Ja, jaz sem že skakal takrat, ko je Bine Norčič začel, se pravi, sem bil že z njim, mi smo skakali res usporedno in takrat je pa prišel V-slog, no. Sam se veš, jaz sem hodil vedno, ne, malo na račko in ko je prišel V-slog, ko smo to videli po televiziji, lik z Norčičem je bilo takrat. Norčič je bil tudi en prvih, ki je to začel in pa smo bili, to moramo mi probati. Jaz sem mi tako že imel noge tako na V, sem sam še malo narazen dal. Pa je bilo narejeno. Ja, in evo. Ja, se te smo dali zaradi tega ime Njofra. Evo, in to je v zgodovini bi lahko zapisal, kdo je prvi izumil V-slog Njofra. Google ima napačne podatke. Google ima napačne podatke v Sloveniji. Jaz mislim, da sva z Norčičem ta prva na V skakala, sam jaz sem imel že toliko noge na V, da sem že avtomatsko. A te kdaj prime leteti? Tako da bi rekel zdaj, ne, 4 leta od zadnjega skoka, zadnjega poleta v planici, zdaj si res bolj v kolesu, ampak si kdaj tako, da preko grem na skrivaj, ker nobene gleda, grem skočiti, rabim malo biti v zraku. Te kdaj prime, a si rekel, ne, do 8 nikoli več? Ne, nikoli. V bistvu sem eno stavo zgubil, ki bi mogel skočiti, ampak zaenkrat še nisem. Ne, ker ne vem, jaz vem, koliko sem vlagal, da sem pač dobro skakal in zdaj, da bi se dol neki spustil, pa z više rampe, zato da sem sam dol spustil, pa da me v zraku straha me usmučal, pobrala me pa da padel. Ne vidim nobenega veselja. Zdaj, veš, jaz sem rad skakal, zato sem užival, zdaj si pa, da se predstavljam, da se dol spustim. Grozane. Ja, no, veš, ne bi užival, ne bi sproščen, tresel se en dan prej že tak ne bi mogel spati. Zdaj ne vidim nobenega veselja. Edino dobro bi bilo za prebavo, ne? To bilo, ja. To bi bilo. Ti mi povej, zdaj, če gledamo skoke, zelo veliko prahu je dvignil Kobayashi zdaj s tem svojim domnevnim rekordom, je le najdaljši polet na smučeh, 291. Hotel celo 300 skočiti. Ja, 91 je bilo 93. Skoraj 300. Ja. Hotel je 300, ampak ni šlo, ampak vseeno je zelo razdelil. A je to zdaj je rekord, a ni rekord. Ne vem, kako ti kot nekdo, ki je letel, gledaš na to, a mu prvošeš, a bi rekel, lahko bi še kakšne prijatelje povabil, pa da vsi malo skačejo tam, pa da vidimo, kdo je res najboljši. Je tako, jaz dveh strani gledam, ne vem, po en stran
mi je nefera, ne, ker pogledaš, ne vem, ker imamo mi tudi zelo dobre letalce, ne vem, Domen, Žiga, imajo Avstrijce in kap dobrih, oni niso imeli te priložnosti, se mi zdi tako nefer do pač konkurence, po drugi strani mi je pa dobro zato, da je pokazal Fisi, da se da, mislim, se to oni vejo, da se da delač leteti, ampak da se lahko poveča skakalnice, da je varno, ker ne vem, zakaj Fisa to toliko bremza, in tako da upam, da so zdaj to kaj premaknili. No. A ker izgleda je varen, ker izgleda tudi ni šel toliko visok, kar lepo je letel, ne tako, ne tako planica je bolj visoko, ne Vikersund je pa se mi zdi, da mečkam bolj varno se deluje. Planica pa, kjer je najbolj grozna skakalnica na svetu? Da si uno, da reče, ok, tole bo pa da te najbolj zvija. Ja, Vikersund niti ni, ker tako zelo nizko ven prijaš in optično zgleda čist drugače. Vse je tako velik in letiš dosti prtleh. Ja, mislim, da je planica, no. Sploh pa ta stara planica, ki je bila še lesena. Aha. Ona je bila pa groza. Kaj je bilo, se je tresla, kaj si bil gor? Ne, mal je bilo, nalet je bil včasih malo kriv, ampak puk je bil zelo ozak in v bistvu je bil en Italijan, ki je ven parleto, ki je šel levo, je on bil izven skakalnice, ga ti videl. In poti ni bilo čisto na časa. No. Zdaj on levo skočil, men skakalnice, tako, tista je bila res grozna. No. Pa mal višji se takrat se mi zdi, da se še zmer zelo višji takrat letelno, tako da je bila kar divja. Kaj je bilo, to 5-6 metrov visok tam v planici? Jah ne, se tudi 12-13 prišlo. 12-13 visok? Ja. Ja, to pa je kar grozen, ja. Daj mi povej, kako zdaj, ti si tudi zdaj oče, to je seveda zdaj normalno, vsak športnik pride do enega trenutka, ker si tudi ti verjeten je to mal pripomogel, ker si rekel, da bi bil pa rad več z družino. Kako zdaj vzgajaš Piko? Pika je nazadnje, mislim, da je še trenirala atletiko, kako gre zdaj? Ja, pri takmu fotru športniku verjeten gre po njegovih stopinjah? Ne, v bistvu jaz rad vidim, da ima disciplino, da pač gre na trening. Zdaj, da bi pa jaz karkoli na novo pritiskal pojmanjem v atletiki, čistko konc koncov. Meni je važen pač, da je zelo v športu, saj skozi to po Barteto, ker sem zdi, da ti šport velik da, tako pa vzgoji, ne vem, tako trenerji, ki jih pač poslušaš, pač en sestaven del pač odraščanja eno. Zdaj pa če v 18 flauto ali pa harmoniko igrala in pa čisto sen. Jaz tudi mislim, no, da šport je ena taka stvar, včasih so šli v vojsko, zdaj pa se mi zdi, da šport je še najbližji temu, ne, da imaš neko disciplino, nekaj počneš, poslušaš nekoga, ki te govori, ga ubogaš pa. Ne. Ja, to je to. V bistvu to je zadev se, kar jaz pač želim pri Piki. No, the best. Robi, inač, jaz mislim, da smo mrskaj povedali, zelo široko sva šla. A deva, veš kaj, radio smo, dejmo vse, me zanima, ko si kaj ti glasbeno. Meni zgledaš, vedno si bil malo bolj rock'n'roll pa to, ampak kaj ti je tista muzika, ki bi rekel zdaj, če bi mogel izbrati 3 koncerte, na katere bi šel zdaj letos? Kaj bi šel? Top 3. Aha. Ja, zdaj smo dobro, na Siddharto siguran. Na Nete. A zdaj moram sam slovenske? Ne, pa karkoli. Pa na Metaliko. Ajde. Pa na Metaliko. Nazadnje sem bil na Metaliki, sem bil malo razočaran, tako da bi šel popraviti. A bi šel popraviti. Coolcast z Robertom Krancem je bil tole. Hvala, Robi, ker si bil z mano. Hvala. Tepa.